Gost v studiu na Radio Fantasy v sodelovanju z Rolco, kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca. Tako dobra, da se ti zrola. In tako dobra, da ima tudi najboljše sosede tale naša Rolca. Govorim namreč o Tehnoparku Celje, ki je na tem koncu Evrope kar največji znanstveno-zabavni park. In seveda, ker govorimo o Tehnoparku, nisem več sama v studiu. Z mano je direktorica Tehnoparka Andreja. Dobro jutro. Dobro jutro. In tudi Diana, ki skrbi za marketing. Dobro jutro. Zdravo. Zdravo, kako sta, dragi moji? Odlično. Super. Čakaj, Diana, tebe bom samo malo zvišala. Daj. Kaj pa Nežen glasek. Kaj pa zdaj? Zdaj je pa boljše. Fajn. Zdaj, Andrejo smo komi prepričali, da pride k nam, ampak se je opogumila. Andreja, da mi povej, česa te je tak strah? Se veš, da jaz ne grizem. Ne vem, javno nastopanje mi nikoli ni bilo najbolj všeč. Predvsem pa verjetno zaradi tega, ker imam skozi v glavi neke programe, razmišljam, se ukvarjam z drugimi stvarmi in potem, ko se moraš pripraviti na javni nastop in pa to nekako strnjeno povedati, imam vedno s tem probleme, priznam. Zdaj pa, da preizkusva tvoje znanje v Tehnoparku, bova začela kar tako v šoli, a vela? Tega sem se najbolj bala. Tehnopark to soboto praznuje 5. rojstni dan. Tako je. Koliko eksponatov ste imeli na začetku in koliko jih ima Tehnopark danes? Začeli smo z 54 eksponati, danes jih imamo pa 60. Napredujete. Orng. Ja. In kateri je najljubši mogoče eksponat, kaj veste, ali pa najbolj priljubljen med obiskovalci? Odvisno od starostne skupine obiskovalcev. Pri starejši populaciji, to govorim o starejši populaciji srednješolci in pa odrasli, je najbolj priljubljen sigurno Birdley. To je, z njim lahko poletiš, doživiš v bistvu, kako je leteti pticam. Za mlajše pa ne vem, kaj bi rekel, mogoče VR, fotoni, roboti. Definitivno roboti, pa ti povem iz prve roke, kaj je še najbolj zanimivo, gledati ozvezdje. Ja, tudi naš planetarij je zelo obiskan in otroci ga imajo zelo radi. Zdaj, Diana, ti si se Tehnoparku pridružila letos. Tako je. Torej si še čisto frišna. Relativno. Ampak Diana, da mi povej, a si že kaj uspela obhoditi Tehnopark? Ja, večkrat to vsak dan grem čez Tehnopark, seveda, da vidim, kaj se dogaja, kako se imajo gostje, kako se imajo naši zaposleni, vodiči, tako da je seveda itak. Ampak si že probala tudi vse eksponate in delavnice? Praktično prvi dan sem šla čez vse eksponate. Ja, vsak je. Birdle sem tudi šla, sem letela kot ptica. Jaz osebno nisem najbolj navdušena. Hudo je fajn, ampak za mene je bilo zelo adrenalinsko. Ne? Ampak jaz sem nasplošno tak človek, ki se precej boji. Boječka, Diana. Ampak ja, vsi pa imajo radi, tudi Birdley je res dober zakon. Je. Diana je bila rada v trgovini, bom kar jaz povedala. Shopping! Ja. Si tudi natiskala svoj evro? Tudi, da imam še nekaj v denarnici. No, ker namreč tudi to je ena izmed super zanimivih stvari, sploh za mlajše otroke, da si lahko natisnejo svoj denar. Tako je, in na denarju je tudi lastna podoba. Tako, in s tem denarjem potem kupujejo v vaši trgovinici, ne, v Tehnoparku. Ja, tako je. Dobrine. Zdaj 5. rojstni dan. Se ga kaj veselite? Ja. Zdaj, 5, to je že kar lepa številka. Sicer, če pogledamo v evrih, je to zelo malo, ne? Ampak v letih je pa to zdaj že kar super za praznovanje. Kje, kdaj se bo praznovalo? Praznovalo se bo na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje, to je prostor pred Tehnoparkom. Jaz ponovadi rečem, da je to terasa Tehnoparka, ne, ker je res kot terasa. Absolutno se strinjam. Se pravi, zunanji prostor, tam bojo mizice, bojo klopce, bojo tudi vaša seveda, ne, scena letos. Seveda. Ja. In tam se bo odvijalo dogajanje.
Zdaj ponavadi imamo tam različne delavnice, robotke razstavljene, tudi ta strašna znanost je predstavljena, seveda tudi same dobre vibracije, ampak mene zanima ena stvar. A je treba kaj plačati, da pridemo na rojstni dan k vam? A je treba prinesti darilo? Ne, lahko ga prinesete, drugače pa dogodek je brezplačen. Seveda bo ob koncu dogodka tudi torta, kot se za rojstni dan spodobi. Bi pa mogoče še poudarila to, da bo v soboto cel dan v mestu veselo. Dogajanje se začne na Stanetovi ulici, kjer bo najbolj čarobna ulica, modna revija z otroci in pa ponudniki mestnih trgovin na Stanetovi ulici. Potem pa po 12. uri, ko se ta dogodek zaključi, se lahko pride k nam in praznuje naprej. Kako to misliš, lahko pride k vam? Najprej se gre na Stanetovo, pol se gre pa v Tehnopark. Se pravi, od 12 do 3 praznujemo v Tehnoparku, prej ga parajamo. Pa nekaj sem čula, da bojo v Tehnoparku imeli tudi za jest. V bistvu bo na ulici ponudnik hamburgerjev, tako krompirčkov, tako da ni treba iti domov na kosilo kuhati, ampak se lahko kar dan podaljša v mestu. No, evo. Vidimo se torej v soboto v Tehnoparku, vidve mi pa še ne pobegneta, ker zdaj imata samo še čas, da naredita požirek vode. Jaz dam en komad, pol pa nadaljujemo. A vela? Velja. Evo, pa smo zdaj prebili ta let, ta druga runda bo pa bolj živahna. Predvsem pa obiščite Tehnopark to soboto, kajti Tehnopark praznuje 5. rojstni dan in skupaj bomo žurali od 12. do 15. ure na ploščadi, oziroma na znanstveni ploščadi Tehnoparka, oziroma kot Diana reče, kar na Tehnoparkovi terasi. Evo, z mano v studiu direktorica Andreja Rjavec in pa seveda tudi Diana. Dobro jutro. Zdravo, dobro jutro. Zdravo. Andreja, ki imaš glas, spet si ga pozabila. A že nismo rekli dobro jutro? Pa to vedno naredimo dvakrat, če se slučajno kdo priklopi. Zdaj bi že dober dan lahko bil. Ampak jaz imam jutro do 10, a veš, tako da še imava 15 minut. V redu. Za dobro jutro, pa lahko gremo na dober dan. Andreja, Tehnoparkovih 5 let, kako bi strnala v ure oddelane, recimo študentske, pa koliko vas je bilo na začetku zaposlenih, pa zdaj zaposlenih, pa recimo sam obisk. Od prvega leta, od prvega dneva, ko ste odprli vrata, pa vse do danes. Bom začela kar pri številu zaposlenih. Na začetku nas je bilo 15 zaposlenih, zdaj nas je pa 16. Dobro, torej obvladujete situacijo. Študentsko delo na začetku nismo imeli študentov, zdaj jih imamo pa na leto med 65 do 70. Ravno včeraj smo malo računali študentske ure, pri nas so v letošnjem letu že opravili 6160 ur dela. Kar se mi zdi pa tudi zelo pomembno za lokalno okolje, da nudimo možnost pridobivanja prvih delovnih izkušenj in kompetenc. Študentsko delo upravljajo pri nas predvsem dijaki, nekaj pa tudi študentov, kar se mi zdi zelo pomembno, da nekako sodelujemo z okoljem, nekako vzgajamo, ja. Ker je super fajn, veš, ko se prijaviš pol za prvo službo, ko vsi hočejo imeti izkušnje, nobeden ti jih pa prej ne da. Ja, evo, če želite dobiti tudi prve delovne izkušnje, lahko zaprosite tudi za študentsko delo v Tehnoparku Celje, tako da najprej greste tja na obisk kot otroci, potem pa že lahko tam zaslužite kakšen evro. Tako je. Kaj pa obisk? Kar se pa tiče obiska, prvo leto smo beležili 21 000 obiskovalcev, lansko leto 55 000, kar je 165% več. V letošnjem letu jih pa imamo že okrog 44 000, kar je 15% več kot v enakem obdobju lani. Tako da zaenkrat smo še v fazi rasti. In ni še konec leta, ne? Tako da bodo presežki. Zelo ponosni. Ja. Ja, zdaj, verjetno obisk pripomore tudi k temu, tudi jaz pripomorem k temu, ker večkrat zaidemo v Tehnopark. Ja. Ker moramo povedati, da Tehnopark ni samo za otroke in mlajše odrasle, ampak tudi za nas malo starejše, ker se marsikaj zanimivega najde tam, sploh ko dobiš VR očala gor in moraš hoditi po taki leseni deski, ko zgleda čisto enostavno. In to v New Yorku. Ja, to da boste vedeli. Ampak ne bomo preveč izdali, ker dejte si vzeti
čas od torka do nedelje. Zdaj je od srede do Od nedelje, srede? ob torkih Aha. smo odprti samo za šolske skupine, Ja, v šolarji času nismo več. počitnic smo pa odprti tudi ob torkih za vse ostale. Okay, torej, za normalne, mislim, za navadne smrtnike od srede do nedelje, kaj pa ure? Od 10. do 5. ure. Evo, lahko tudi v soboto greste najprej zjutraj na tržnico, pol pa še obisk Tehnoparka. Tako je. Seveda, to soboto pa že na Stanetovi dogajanje, potem pa še na Tehnoparkovi ploščadi. In Diana, kaj se bo vse tam dogajalo od 12. do 15. ure? Čaka vas zanimiv program. Kemijski šov, ta nora znanost, ko bo malo ognja, malo mehurčkov ognja, neke kemijske zanimive procese. Jaz jih ne znam razložiti. Saj sem že večkrat videla kemijski šov, ne, in še zmeraj ne vem, kako to poteka, zakaj to šprica, zakaj se v glavnem. Pridite Ciril pogledat. povedal. Ja, v glavnem kemijski šov. Poleg tega bojo tudi različne kotičke, naprimer inženirski kotiček, kotiček s kinetičnim peskom, ki se bojo lahko otroci kaj ustvarjali, gradili. A ne? Okay. Seveda Tega še nisem videla, tako da to moram priti pogledat. Ja. In prišel bo tudi naš robotski pes Kodi, tako da boste spoznali našega robotskega psa, če še slučajno niste. Delavnica Dela seveda. srček? Ja, dela, okej. dela srček. Ima še srček, skače, vse dela. Vse dela, dobro. Sam hraniti ga ni treba. Ne, pa tudi lula ne. Ne, Ni treba pospravljati za njim. To je to. Kaj še? Delavnica za otroke, ko bojo otroci izdelovali rakete, pa jih spuščali v zrak. To smo imeli že lani, tudi jaz sem naredila svojo raketo. Ja, pa a ni fajn. Top je. Ja, tako da res se splača ponoviti. Pa še nekatere druge delavnice. Pa slime verjetno tudi, ne? Mislim, da ja, zdaj mogoče, ja. Očitno bomo to dodali, ker si je gospa direktor zaželela enega slajmija Bomo tudi narediti. slime, ja. Je pa res, da na slajmu je ponavadi tudi največja gužva. To je Poslikava obraza, veš, da se še to otroci fulma radi. Čeprav ni lih tehnoparkova vsebina, ne, ampak otroci pa res imajo radi, ko jim Veš kaj kaj? narišejo. Tu imajo tudi vedno gužvo naše punce. ja. Tako da to tudi. Ne. Pa torta. Glej, vzela si mi iz jezika. Kaj pa torta? Kakšno torto boste pripravili, sadno, čokoladno, oboje, ali ne smemo izdati? Ne smemo izdati. Pripravljajo bo pa polonine sladke skrivnosti. Tako da sigurno bo dobra, kakršno koli bo. Po moje bo pa in čokoladna in sadna. Ponavadi je tako. Andreja, a se ti zavedaš, da boš pihala spet svečke na tortici? Ampak tokrat bo sam Z veseljem. 5 petka. sveč. Tokrat jih bo sam 5. Zdaj vsako leto praznujemo skupaj rojstni dan, tudi mi bomo zraven, ekipa Radia Fantasy in same dobre vibracije, ampak kot smo že omenili, v soboto bo dogajanje skozi cel dan v mestu, najprej z najbolj očarljivo ulico, kjer bo otroška modna revija, od 12. ure dalje pa se lahko seveda oglasite v Tehnoparku. In še enkrat ponovimo, ali je treba prinesti darilo oziroma je treba plačati vstopnino? Lahko si rečemo skupaj 3-4 Ne. Se pravi, brez daril in brez vstopnine prinesite samo svojo dobro voljo, veliko energije, ker jo boste rabili, ker boste imeli ful za delati, pa za južno ne skrbeti, ker bodo tudi ponudniki v mestnem jedru, ki bodo poskrbeli, da ne boste žejni in lačni. Je tako? Tako. Tako sta usklajene. Zdaj pa še enkrat na hitro vabilo za vse naše obiskovalce iz vaše strani. Drage poslušalke in poslušalci Super Radia Fantasy, vabljeni na 5. rojstni dan Tehnoparka Celje, ker vas pričakujemo z vso našo dobro voljo, z veseljem. Pripravili smo za vas odličen program, ne bo zanimivo samo otrokom, ampak tudi vam, odrasli, starši, ne boste dolgočasili, verjemte. Tako da dobrodošli, pridete kaj novega pogledati, zvedeti, pa se imeti fajn. No. Pa se imeti fajn. Torej, od 12. do 15. ure v soboto se vidimo v Tehnoparku Celje. Hvala vam za obisk in se vidimo v soboto. Se vidimo. Hvala enako. Čau.